boste na koncu, ko jaz sem konc govoril. Ampak Slovenci nismo edini državljani. Tu med nami bivajo prebivalci iz bivših, ali pa rekel novih republik, novih držav bivše Jugoslavije. Veliko in mnogo je poštenih, pridnih in dobrih. Slovenski protestniki hkrati tudi podpiramo srbske študente in srbske proteste proti korupciji in lupariji, ki je manjša od slovenske. In ne boste verjeli, direktno iz Beograda je prišel slovenski državljan doma v Velenju in prinaša pozdrave srbskih protestnikov prav vam. Ne zato, da se bomo še enkrat združili, to pozabimo, ne bomo, ampak zato, ker enako mislijo, enako želijo svobodo, enako dober standard kot mi v Sloveniji. Pozdravljam gospoda Pivkoviča, izvoli! Lep pozdrav! Srbija se je zbudila, kdaj se bo zbudila Slovenija? Čas je za spremembe. Tukaj na protestu smo prišli, da damo podporu starejšim, ki se počutijo pozabljeni, delavcem, ki počasi izgubljajo svoje pravice, narod, ki se razdvaja, boj za upokojence, za njihovo dostojno življenje. Vse mnenja, da je prišel čas, da se dvigne narod. Stranka Rešitelj, ki bo končno začela delati tisto, ko v zadnjih 30 let nobeden ni hotel narediti za boljše jutri. Sve nas upokojence, delavce, mladih družina, invalidov, za njihovo dostojanstvo. Svi mi smo generacija, ki je gradila to državo. Seveda smo ljudi, ki nam ni vseeno, ki ne molčimo in smo pripravljeni na borbo in da v tej borbi ne bomo odnehali. Pravilno! Hvala, da ste prišli v takšnem številu, kar pomeni, da je nekaj zelo, zelo narobe v tej državi. Hvala, da ste glasni, da se vaš glas sliši zelo daleč in da je čas za spremembe. Zbudi se, Slovenija! Tu smo za vas, za vaše otroke, za naše vnuke, za našo prihodnost Slovenije. Lepo, da so upokojencama prišli spodbujati tudi druge politične stranke, studenti i ostali. Ne gre samo za, se opravičujem, pokojnine, gre za splošno nezadovoljstvo. Narod, zbudi se iz sna, iz črednega nagona, začenjaju se novi časi, ni levi, ni desni, stopimo svi skupaj za boljše jutar. Danas je sveljudski praznik, gremo u boj za pravične pokojnine i dostojno življenje sveh do konca. Pričakujemo da nas podprete svi, kjer se borimo za boljše standard pokojence i sveh delavnih ljudi, ne glede na političnu pripadnost. Le naprej moramo gledati. Le pozdrav i srećno! Bravo! Kad se zahvaljujem gospodinu Pavlu Ruparu da je omogućio da mi tudi spregovorimo kakšnu besedo. Hvala.